dober dan, lepo pozdravljeni, pa najprej srečno novo leto. Pri nas je bilo kar burno, čist takoj ob polnoči, ker se je minuto čez že rodila prva deklica. Z mamico sta obe v redu, zdravi, zadovoljni in ponosni, da nosita številko 1 leta 2022. Je bil pa včerajšnji dan zelo, zelo miren, običajno takih ni v porodnišnici, malo porodov, ampak so mame in otroci v redu, kar je pač najpomembneje. Porodov je bilo lani nekaj več kot predlani, kar smo spet veseli. 5440 otrok se je rodilo. Lansko leto, tako kot že pač predlansko, kar vsi vemo, nam zapleta tudi COVID, tako da s tem je kar nekaj dela in dodatnih postopkov. In tudi lani je bilo kar nekaj porodov, nad 150 okuženih mamic, pozitivnih ob porodu, obravnav pa sicer še mnogo več, še v nosečnosti. Kaj lahko še povem? Zadnja dva sta se rodila lansko leto okrog 9. ure, deček in deklica pri nas. Potem je bila pa pavza točno do polnoči in jutranji naslednji otrok je bil šele ob 6. uri zjutraj. Zdaj je pa porodna kar polna in se pravkar vsaj v 2 sobah pripravljajo na porod. Tako da je delovno kot ponavadi. Kako je pa ta deklica minuto čez polnoč rojena, kako je težka, velika? Vem, da je ime Lila. Vem, da sem jo pogledala, ne znam. Ne vem, žal. Ja, vem, 2710 gramov. 2710 gramov, rojena 15 dni pred rokom. Tako da v redu, lepo. Več fantkov. 2804 fantki in 2636 deklic. Vsako leto je pravzaprav več fantkov, in tudi letos je kar razlika. Kakšno pa je 23. moški, me zanimajo ti naravni prirasti, kakšno pa je 23. zadnja leta? Trend je bolj v upadanju kot ne, ampak je pa letos pač več kot lani. Lani nekaj na račun pač strogih ukrepov v naši porodnišnici, pa nasplošno zadnjih nekaj let se število zmanjšuje porodov. Je bilo pa tudi že pod 5000. Smo. A vam je COVID močno otežil delo, varnost? Ja, zdaj smo postopke sicer že, mislim, da zelo dobro usvojili. Samega virusa nas ni strah v smislu, kako se bo prenašal še med nami in osebjem, ker pa znamo uporabljati zaščitno opremo in se varno obnašamo. Ampak ja, veliko je dodatnih postopkov, od oblačenja v varovalno opremo do ustreznega slačenja. Postopki potekajo v posebnih izoliranih prostorih, drugačne so pač poti teh nosečnic, malo več je logističnih zalogajev in korakov, kot bi bilo sicer. Je kdaj prišlo do prenosa okužbe na osebje? Se zgodi, seveda se zgodi, ampak največkrat je to ne pri tistih, ki jih že poznamo in vemo, ker se pač znamo varno obnašati, ampak pri takih, ki nas presenetijo, kjer so mogoče asimptomatske, pa se odkrije okužba ob nekem testiranju kasneje tekom hospitalizacije. To je najpogosteje, da nas pač virus preseneti v resnici, tako nas kot nosečnica. Pri teh znanjih pa v glavnem ne, ker se pač zaščitno ravnamo že od začetka. Tega se, če se ne motim, nosečnic, Ja. ki so bile To je plus minus 10, rečemo, koliko je bilo res porodov. Stalno potekali do teh zapletov? Kaj zelo bistvenih zapletov ni bilo, mislim, da bi rekli, da je na račun COVID-a kakšni ekstra zapleti, ne. Se jih pa pač določen delež rodi s carskim rezom, tako kot tudi v običajni populaciji. Ni kakšnih bistveno drugačnih potekov poroda, ali pa da so pač porodi zelo prezgodni zaradi samega COVID-a, ker pač COVID tako zelo ogroža nosečnico, da rešujemo njeno življenje in s tem pač povzročimo ta prezgodni porod,
kar smo pa tudi že sproti večkrat povedali tudi javnosti, v čem je problem covida in nosečnosti. Ne.